Lep pozdrav, tukaj Blaž Cegnar. Govoril pa bom v tem posnetku o enem predlogu, političnem predlogu, ki predstavlja osebni zgled, za katerega se jaz osebno zavzemam oziroma bom zavzemal, ko bom imel priložnost za to in katerega predlagam tudi vsem kandidatom za poslance in obstoječim poslancem. In sicer ta predlog je to, da se vsak, ki kandidira ali pa je poslanec, zaobljubi, zaobveže, da bo ves prihodek, ki je višji od povprečne slovenske plače, se pravi prihodek svoj kot plačo poslansko, ki je višji od povprečne slovenske plače, transparentno vsak mesec namenil organizacijam, ljudem, ki dokazano se zavzemajo za preprečevanje zlorab življenja in za zagotavljanje dostojnega življenja vsem. To je nekaj, kar jaz zagotavljam, kar sem se jaz odločil, da ko bom imel priložnost kandidirati za poslanca, bom že vnaprej se zaobvezal, da bom vse, kar je več od povprečne slovenske plače, vsak mesec transparentno namenil ljudem in organizacijam, za katere jaz ocenjujem, da je na podlagi njihovega dela razvidno, da se zavzemajo za dostojno življenje vseh in za preprečevanje vseh korupcij življenja in za preprečevanje vseh zlorab življenja. In izzivam vse sedanje kandidate in poslance, da se vprašajo, zakaj tudi sami ne bi hoteli narediti kaj takega. Kaj ti namreč, če hočemo spremeniti svet, moramo to najprej storiti s svojim zgledom, moramo najprej spremeniti sebe. In kaj je boljši zgled od tega, kot da svoj višek prihodkov namenimo za pomoč pri zagotavljanju dostojnega življenja vseh in pri preprečevanju zlorab življenja. Vas vprašam in me zanima, če bo sploh kdo sposoben ali pa pripravljen odgovoriti na to, če se bo sploh kdo lahko zavzel za to, bo pripravljen na tak način zgledno pokazati, da dejansko sam stoji in podpira takšna načela. Torej, da je treba vsem zagotoviti dostojno življenje, da je treba preprečiti vse zlorabe življenja in to z lastnim zgledom. Seveda, to je hkrati mora biti samo odkrito vprašanje, samo iskreno vprašanje, če je nekdo res v takšnem stanju, da recimo potrebuje ta denar, zato ker mora ne vem kakšne dolgove odplačati ali pa karkoli že, potem pač si lahko samo odkrito navede razloge, zakaj v njegovem konkretnem primeru recimo trenutno ni zmožen takšnega zgleda, ampak seveda mora to jasno utemeljiti in dati v presojo tudi ostalim, če je to res samo odkrito, zdravorazumsko ali ne. Tako da, evo, to je moj predlog, zato se jaz zavzemam, zato to bom jaz dejansko storil, ko bom imel možnost kandidirati za poslanca. Seveda pa že vnaprej to zastavljam vprašanje vsem ostalim in me zanima, kdo recimo od trenutnih kandidatov ali pa poslancev je pripravljen tak zgled izvajati, ali pa tudi kdo recimo od tistih, ki trenutno ne kandidira, pa bi tudi imel takšno željo biti zgledni in ponuditi sebe kot za zgled. Vas vprašam, kdo od vas je pripravljen kaj takega narediti. Hvala lepa in lep pozdrav.